Z glasbenih na plesne odre, s svojimi koreografijami je obogatila številne zabavne oddaje na naši televiziji, kot plesalka sodelovala na Euroviziji, nazadnje pa nas je v dobrodelni plesni predstavi opozorila na prave vrednote življenja. Z nami je profesorica slovenskega jezika, koreografinja in voditeljica plesa Katja Vidmar. Katja, najprej lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Knjiga je najaktualnejša, življenje je vrednota, pa je naslov, ki že dlje časa kraljuje na odrih. Kaj sporočate? Življenje je vrednota je predstava, ki jo plešemo že 6 let. Ravno zadnjič smo v Vipavi plesali že 35-tič in govorijo o zdravnici, ki najprej uživa v življenju, se druži s prijatelji, potem pa sama zboli za rakom in doživlja iste stiske, kot jih doživljajo njeni pacienti in seveda mora najti pot. In naše sporočilo je, da naj bi vsak cenil svoje življenje, da naj bi cenil vse trenutke v življenju, ker je življenje tako krhko in nepredvidljivo. Tako da s to predstavo pomagamo ustanovi Mali vitez, ki pomaga tistim bolnikom, ki so preboleli raka v mladosti in zdaj čutijo pozne posledice. Nova predstava, knjiga, ki smo jo uprizorili premierno v petek, pa govori o tem, katere knjige, 10 knjig predstavljajo, ki so mene zaznamovale v mojem življenju in jih imam vedno na polici in jih večkrat prebiram in so povezane z zvezdnim besedilom in koreografijo in opozarjamo na pomen branja, na pomen knjig, kako pomembne so knjige v našem življenju. Poudarjate pa tudi, kako pomembno je povezovati ljudi. Vi v vašem primeru vse tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s plesom, po drugi strani pa dobro poznate svet blišča in zvezdništva. Sta to vzporedna svetova ali imata tudi kaj skupnega? Po eni strani sta, ker seveda, ko stopiš na oder in se prižgejo luči in je oder tisti tvoj prostor, v katerem ustvarjaš, plešeš in pravzaprav živiš, je drugače od tistega prostora, v katerem vadiš, ustvarjaš delčke, sestavljaš svojo zgodbo. Ampak pravzaprav takrat, ko nastaja predstava, ko se s plesalkami dobimo v dvorani in ustvarjamo skupaj, takrat je tisti moment, ki je meni zelo zanimiv in ki ga rada počnem. Potem pa seveda je cilj, da pridemo do odra in da pridemo potem do naslednjih odrov in naše sporočilo predstav damo naprej. In smo veseli tudi, da je naša častna pokroviteljica gospa Vlasta Nussdorfer in spletna pokroviteljica Parada plesa, ker brez takih podpornikov verjetno bi težko uprizarjali. Rekli ste plesalke. Kaj pa plesalci? Tudi plesalce smo imeli v prejšnjih predstavah. Ja, tokrat je zasedba 8 plesalk. Prej smo pa imeli plesalce in skozi življenje vrednota se pravzaprav zvrstilo več kot 40 različnih plesalcev in plesalk. Seveda se v 6 letih marsikaj zgodi, nekateri odpotujejo v tujino, nekateri dobijo službe, nekateri se ukvarjajo tudi z drugimi projekti. Tako da se menja zasedba, ampak predstava in sporočilo pa ostajata enaka. Samo na kratko, pogosto imajo vaši dogodki dobrodelni predznak. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se mi zdi, da lahko s svojim talentom in s tem, kar rada počnem, pomagam drugim. Tako vedno najdemo neko organizacijo, ki jo pomagamo, recimo pri življenju vrednota ustanovi Mali vitez. Pri plesnih pravljicah pomagamo junakom 3. nadstropja, to so otroci, ki se zdaj zdravijo za rakom. In tokrat s predstavo Knjiga smo se odločili, da pomagamo društvu Vid, ki pomaga revnim otrokom in družinam v stiski, tako da vedno poskušamo najti nekoga, ki ima manj sreče mogoče v življenju kot mi in z veseljem pomagamo. Hvala, Katja. Hvala tudi vam.